Spoštovani gospod predsednik, visoki gostje, sodnice in sodniki, gospe in gospodje. Znova sem počaščen spričo vašega vabila, gospod predsednik, in sem storil vse, da sem se mu lahko prilagodil. To nisem prvikrat, lahko pa danes vsi skupaj ocenimo, da čas še nikdar ni bil tako zahteven za vse nas, za vso našo skupnost, slovensko in evropsko, tako kompleksen kot je danes. Spoštovane gospe in gospodje, v Evropi se ruši mednarodni red, utemeljen na mednarodnem pravu, še posebej na ustanovni listini Organizacije združenih narodov, Helsinški in Pariški listini, ter drugih temeljnih mednarodno-pravnih dokumentih našega časa. Bistvo sedanjega našega mednarodnega pravnega reda je, če se poenostavljeno izrazim, spoštovanje suverenosti držav, prepoved uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih, še zlasti prepoved zločina agresije in obveza mirnega reševanja sporov med državami. Ta mednarodni red, lahko bi mu rekli tudi vladavina prava, na našem kontinentu in v svetu je te dni izpostavljen izjemnemu tveganju in preizkusu. Upam, da bomo vladavino prava v mednarodni skupnosti ohranili in okrepili. Njeno nasprotje bi bila vladavina moči, nasilja, samovolje in osvajalnih vojn. To bi izničilo vse, kar smo uveljavili po drugi svetovni vojni in še zlasti po padcu Berlinskega zidu. Padel bi mednarodni red, temelječ na mednarodnem pravu in spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Krizni položaj, ki je nastal po nenadni ruski vojaški agresiji na Ukrajino, obremenjuje in zaposluje vse, saj v zgodovini Evrope po drugi svetovni vojni nima primere. Bile so že intervencije za oboroženo silo, bili so napadi na države z različnimi praviloma neprepričljivimi utemeljitvami. Toda tako odkritega napada ene države zoper drugo, zato, da bi si jo podredila, pa v našem času ni bilo. Danes pred prihodom sem imel pogovor z ukrajinskim veleposlanikom pri nas in dejal sem mu, da ima Ukrajina vso moralno prednost pred, žal, agresorsko Rusko federacijo. In si želim, da bi s pogumom in tudi ob naši pomoči in razumevanju, tudi za humanitarne stiske ljudi, na koncu zmagalo pravo in prav, zmagal mir in izrazil upanje, da se bo prej ali slej, upajmo čim prej, našla pot za mirno reševanje nastalega položaja. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, vašemu vabilu sem se v teh zahtevnih časih rad odzval prav zato, ker pripisujem sodstvu, sodni veji oblasti, vladavini prava zelo velik pomen. In spoštovane sodnice in sodniki, tudi zaradi priznanja vašemu izjemno pomembnemu in nenadomestljivemu delu. Ob tem mi dovolite nekaj zelo kratkih misli. Najprej, težko se je zamisliti uspešno državo zadovoljnih ljudi, v kateri ljudje ne bi zaupali pravu, kjer ne bi verjeli, da pravo varuje naša življenja in delo, ter da nad spoštovanjem in uporabo prava bdijo pravična, s pravnim znanjem in človeško modrostjo opremljena neodvisna in nepristranska sodišča. Zaupanje ljudi v vladavino prava, zaupanje v to, da sodišča, torej vi, spoštovane sodnice in sodniki, ljudem zagotavljate pravno varstvo in pravičnost, je temeljni pogoj za uspešnost sleherne tudi naše družbe. To je pogoj za sproščeno pobudo na področju gospodarstva in vseh drugih dejavnostih ljudi za njihovo svobodno ustvarjanje.
Vladavina prava, njen bistveni del pa je prav strokovno, nepristransko, neodvisno delovanje pravosodja, je temeljni pogoj za svobodno življenje in izražanje ljudi, za uspešnost družbe in države. Zaupanje v sodstvo in pravno državo je temelj pravičnosti. Nezaupanje vanj pa skrajno tvegano. Potem takem ste vi, spoštovane sodnice in sodniki, varuhi in usmerjevalci vladavine prava. Opravljate izjemno, enkratno, nenadomestljivo delo, ki mu tudi ob tej priložnosti izražam spoštovanje. Gospod predsednik, z zanimanjem sem prebral gradiva, ki ste mi bili poslali v luči tega dogodka, podatke o vašem delu, ki so mi bili posredovani, ti so zgovorni. Za opravljeno delo vam izražam priznanje, še posebej, ker ste ga opravili v času epidemije, ko je bilo vse skupaj še veliko težje. Neodvisnost, nepristranskost in strokovnost sodstva, ki sem ga že bil omenil, so edina pot do zaupanja javnosti v pravno državo. Spoštovani gospod predsednik, odločno in popolnoma se strinjam z vašo ugotovitvijo in usmeritvijo, da si zaupanje javnosti mora sodstvo zagotoviti predvsem samo svojim strokovnim, neodvisnim in nepristranskim odločanjem. Vedno sem bil, ostajam in bom zadržan do pavšalnih ocen dela našega pravosodja. Nisem niti zanje poklican. Nisem med tistimi, ki si lastijo pravico, da ocenjujejo konkretne sodne odločitve. Sem pa kritičen, tako kot je lahko sleherni državljan, do primerov neizvrševanja sodnih odločb, še posebej odločb ustavnega in vrhovnega sodišča. Zato pozivam k tako jasno, k tej neodvisnosti, nepristranskosti in strokovnosti dela sodišč, k izvrševanju pravnomočnih sodnih odločb, k spoštovanju sodnih odločb strani državljank in državljanov in še posebej strani drugih organov, drugih dveh vej oblasti. V tem smislu je naloga vseh nas, da varujemo to neodvisnost sodstva in s tem tudi njegov ugled in zaupanje v javnosti. Ločenost treh neodvisnih vej oblasti pri izvrševanju njihovega poslanstva in urejanja konkretnih zadev iz njihove pristojnosti so seveda temelj pravne države. Prav tako tudi sistem zavor in ravnotežij, kakršen je uveljavljen v demokratičnih družbah in ki med vejami oblastmi vzpostavlja medsebojni nadzor in odvisnost. O tem smo, spoštovani predsednik, na vaš predlog spregovorili tudi na posvetu pri meni, na posvetu najvišjih predstavnikov treh vej oblasti v predsedniški palači koncem leta 2020. Zdi se mi pomembno ponovno poudariti našo takratno skupno ugotovitev, da ločenost oblasti ne pomeni njihove izoliranosti, temveč tudi sodelovanje in dialog, ki pa mora biti spoštljiv, mora biti zadržan, strokovno utemeljen in konstruktiven. Pri nas je načelo neodvisnosti treh vej oblasti in ravnotežij ter zavor v odnosu med njimi star približno toliko, kolikor je stara naša mlada samostojna neodvisna država Republika Slovenija. Seveda, potreben je čas in utrjevanje, rekel bi dozorevanje tega vladavine prava. V državah, ki so danes zgled tega vladavine prava, je to dozorevanje trajalo več desetletij, tudi stoletij. Pa tudi to in tam ne gre brez problemov, brez kritik delovanja pravosodja. Spoštovani gospod predsednik, vsi navzoči. Ob začetku sodnega leta 2022 vam želim veliko uspehov pri pomembnem delu in poslanstvu, ki ga opravljate. Ljudje kot družbena bitja želimo živeti v pravični družbi, v kateri vlada pravo in ne zloraba, pravica in ne krivica, mir in sožitje in ne nasilje. Živimo v času, ko se na meddržavnih ravneh odpirajo vprašanja, ki se rešujejo raje z orožjem in mimo mednarodnega prava. Zato je pomembno pravno urejanje na vseh ravneh. Vloga sodišč in nujnost njihovega učinkovitega
na pravnih podlagah utemeljenega razreševanja vseh sporov je odločilnega pomena. Vi, spoštovane sodnice in sodniki, ste varuhi pravične družbe, zakonitosti in ustavnosti. Samo to naj vas vodi pri vašem neodvisnem in nepristranskem ter strokovno zelo zahtevnem delu. To od vas pričakujejo vsi naši ljudje. Prepričan sem, da gredo vaši napori v to smer in želim vam, da bi imeli ob opravljanju vašega dela zadoščenje, da izpolnjujete to pomembno poslanstvo. Hvala za vašo pozornost.